Sodišče sramota! Slovenija lepota, sodišče sramota! Slovenija lepota, sodišče sramota! To je sodišče tole. Stopnice so sodišče. Ne me snemate, ne me snemate. So na ulici, Zaradi krivic, ki se dogajajo, ker smo prvo in drugorazredni, ker se enim odpiše 50 milijonov davkov in ker se druge zapre brez razloga. Sramota! 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 Izdajalci! Izdajalci! Sramota! Nestano smetišče! Tule vam bo povedal en gospod svoj primer. Prosim, invalid je. Jaz ne vem čintila, žal so tudi Janše in imajo za krivico, še sem bil kriv, zato ker sosed in nisem bil nikdar njegove stranke in daj sem pa pristopil njegovo stranko. Krivico. Vse sem izgubil, še nogo imam kaput, ker me niso v Ljubljani v redu zrihtali, še brez kolka sem po vrhu. Sodnica je rekla, imam pričati, odvetnik bo mogel to pričati, ko je čuh, da sem sosed od Janše. Res, jaz imam 4, Janša ima pa številko 13. Hvala lepa, nasvidenje. Komu najpred veselo zdravljico, bratje, šlo zapet. Bog glaso nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov slovenske yeah.
Prijatelji in prijateljice, pravice in resnice, pozdravljena moja generacija še posebej. Generacija, ki je stala na Roški, generacija, ki je izborila to državo, generacija, ki danes stoji ponovno tukaj, da ohrani to državo, da ohrani slovenstvo. Tudi mladi, stari, mladi, vsi. Mladi bi vas še posebej radi nagovorili. Luka, kje si? Prav, Luka! Prav, Luka! Hvala lepa. Zdaj smo v neki čudni državi, ne? Imamo generalnega direktora policije, ki je bil nezakonito imenovan. Imamo ministra. Ki ne ve, kje je njegov denar, in imamo znova prvaka na opoziciji na sodišču. Mladi tega in vi ne bomo dopustili, da se predsedniku kajkoli zgodi, ker čas je za novo slovensko vlado in čas je... Da v Ljubljani gospodu Jankoviću in vsem tistim, ki nam krojijo sodo že 30 let, da je čas, da končajo in čas je za nove sile, da prevzamemo in naredimo boljšo Slovenijo. To je cilj, katerega bomo dokazali na volitvah čez leto in pol. Verjamem, da bo nas tam še več. Hvala lepa. Poslanec! Prav, Zune! Dragi prijatelji, lepo vas je videti v tako velikem številu. Spomnim se 10 let nazaj in veliko je obrazov izpred 10 let, ko ste bili pred sodiščem v Ljubljani v podporo predsedniku Slovenske demokratske stranke na drugem montiranem političnem procesu. Prvi se je zgodil v nedemokratični državi, drugi sredi demokratične Evrope leta 2014, tik pred državnozborskimi volitvami. Ali bomo dopustili? Ali bomo dopustili? Ali bomo dopustili, da se tretji montiran politični proces konča ponovno pred demokratičnim odločanjem? Ali še kdo verjame, da sodba že ni zapisana in to obsodilna v tem procesu? Verjetno tega ne verjame nihče več, ker nismo več naivni po toliko letih. Čas je, da se krivice odpravijo. Čas je, da se sodi pravim kriminalcem. Tožilec, ki vodi ta... Tožilec, ki vodi ta montiran proces in izgublja čas iz tedna v teden na tem sodišču, ni naredil niti prvega koraka pri 6,7 milijonskem oškodovanju z nakupom propadle stavbe iz vaših žepov. Dovolj je tega, dovolj je krivosodja. Ljudje si zaslužijo pravične sodnike, pravične tožilce. Ljudje zaslužijo, da se za njihov denar preganja pravi in ne politične nasprotnike. Pravi kriminal. Ljudje, občutite to krivico. Ne samo pripadniki Slovenske demokratske stranke. Ljudje vseh političnih prepričanj občutijo to krivico. Zato nas je vedno več.
Naša politična družina se iz dneva v dan širi. V zadnjem letu je pristopilo k Slovenski demokratski stranki nekaj tisoč novih članov in ta trend se bo nadaljeval tudi v prihodnosti. Samo to je prava pot, da demokratiziramo tudi ta del naše države, ki se mu reče sodišča. Svoboda Sloveniji! Svoboda Janezu Janši! Svoboda vsem, ki jih po krivici preganjajo, po krivici obsojajo in po krivici zaprejo. Srečno Slovenija in hvala vam! Poslanec Andrej Kosi. Vsi smo Janša! Vsi smo Janša! Vsi smo Janša! Dragi Slovenci, drage Slovenke, pred 3 desetletji smo stopili skupaj in se končno oprli komunizmu in slovenski tla izbrisali rdečo zvezdo. Kljub temu nam ni uspelo zbrisati krivosodja in vse tisti, ki so se zatrli in danes krojijo usodo Slovenije. Medtem, ko se porabljajo milijoni za nakupe litijskih, medtem, ko se odpisujejo milijoni družini Janković in podobnim, smo danes priča krivosodju. Zato smo Janez Janša jaz, Janez Janša si ti, Janez Janša smo mi vsi. Živela Slovenija! Smrt krivosodju! Smrt krivosodju! Smrt krivosodju! Dragi prijatelji, drage prijateljice, osamosvojitelj in 3-kratni predsednik vlade, predsednik Evropskega sveta, naš Janez Janša. Hvala lepa. Spet se bližajo volitve. V Sloveniji levica na volitvah še nikoli ni zmagala pošteno. Tako je! Vedno so goljufali na tak ali drugačen način. Največkrat za zlorabo tako imenovane pravne države. Za zlorabo sodišč. Zdaj za temi vrati, danes v verjetno najmanjši dvorani, ki obstaja na tem sodišču, poteka nov politični proces. Tukaj se ne sodi samo meni. Formalno se sodi 3 ljudem. Ali kdo med vami zna našteti še ostala 2? Jaz tukaj nisem prvoobtoženi. Mislim, da sem 3. obtoženi. Prvoobtoženi je gospod Branko Kastelic, drugi gospod Klemen Gantar. Mi smo se pravzaprav spoznali šele tukaj. Tudi novinarji jih ne poznajo.
Ko smo bili tukaj že tretjič, sem jaz novinarje vprašal, če znajo našteti priimke še ostalih dveh obtoženih, pa niso vsi znali. No želijo znati. So oba sta neke vrste kolateralna škoda, ker je treba obsoditi za to, da se lahko obsodi tudi mene. Torej, za temi vrati neka sodnica, ki ni bila na vrsti, in neki sodniki porotniki, ki niso bili na vrsti, pa so jih naredili tako, da so prišli na vrsto. Se pravi, sodi nam sodni senat, ki ni določen po normalnem redu. A ne? Tukaj se zdaj že od junija naprej zaslišuje na desetine prič in se jih sprašuje, koga so srečali pred 19 leti. Hkrati po sodnem senatu sedi sodnik porotnik, ki se ni spomnil, da je pred nekaj leti oziroma nekje v tistem času, o katerem se sprašuje, kandidiral za liberalno demokracijo. On se na tega ni spomnil. Zdaj v sodnem senatu je šefica pravne službe Velenjske občine, ki jo je postavila sedanja ministrica za pravosodje Andreja Katič. In ona je seveda najbolj neodvisna tukaj. Nihče med njimi ne bi smel biti v tem senatu, pa kljub temu so jih postavili. In to enostavno zaradi enega stavka, ki ste ga lahko prebrali pred dnevi, ko je nekdo razlagal, kaj mu je dejal pokojni Danilo Slivnik. Ko je pokojni Danilo Slivnik v času, ko se je začenjal drugi politični proces Patria, srečal takratnega moža ministrice za notranje zadeve, gospoda Senico, mu je ta dejal, ja, zdaj smo pa najdli sodnico, ki bo obsodila Janšo. In tudi tukaj so postavili senat, ki nas bo obsodil. Kajti sodba je bila v bistvu napisana prej, preden je to sploh prišlo do sodišča. Ne bi smelo biti ovadbe, ne bi smelo biti obtožnice, ne bi smelo biti procesa. Zdaj, ko bo nekje na nekem sodišču ta sodba zgrmela, tako kot je zgrmela Patria, se bo to vsem zdelo normalno. Ampak do takrat bomo šli najprej na eno ali pa na dvoje volitev, in to sodbo bodo potem zastarali, kot so ostale stvari, zato, da ne bi prišla do Evropskega sodišča. Ker če bi tam zgrmelo, bi to malo bolj odmevalo. Zdaj, nekaj dni nazaj se je glasila predsednica sodniškega društva. To je gospa Bergant Rakočevič. Ta gospa je junija leta 2013, ko so bili obsojeni na prvi stopnji v zadevi Patria, javno čestitala sodnici, ki so jo izbrali za to, da nas obsodi. Čestitala je za pogum. Danes, kdorkoli prebere sodbo Ustavnega sodišča, lahko tam vidi, kakšno pravno skropucalo je bil proces Patria. Ampak ta sodnica se ni opravičila za tisto čestitko, čeprav je kot pravnica, spoštuje sodišča ustavnega, očitno ne, spoštuje pravo, ni se opravičila, je pa napredovala. Postala je predsednica vseh sodnikov v Sloveniji.
čestitaš nekomu za krivo sodbo, kar je dokazano, ne tukaj na zborovanju, ampak z sodbo ustavnega sodišča, levega ustavnega sodišča, ki je soglasno razveljavilo tisto sodbo. Ampak ti se ne upravičiš, ne poiščeš drugega poklica, ker za tega nisi dostojen, ampak napreduješ. In tožilec, ki je vložil obtožnico v tej zadevi Trenta, je potem, ko je vložil obtožnico, postal, kaj mislite kaj? Postal je predsednik Društva slovenskih tožilcev. Tako se v slovenskem pravosodju napreduje. Preganja se Janšo in se napreduje. Tudi vsi ostali, mislim, da je bila ena sama izjema, ki so nas sodili zdaj Patria, ki je pravno zgrmela, ne, na ustavni ravni, so napredovali. So napredovali na više stopnje. Nekateri so bili nagrajeni celo z nekimi funkcijami po evropskih institucijah. Vsi so napredovali. In zdaj to postavite na splošno raven. Ne? Na podlagi kakšnih kriterijev se napreduje v sistemu, ki se mu reče slovensko sodstvo. Se pravi, bolj krivo sodiš, bolj napreduješ. In zato imamo Glejte, mafija je preblaga beseda za njih. Ker mafija spoštuje neka pravila, tukaj ni nobenih pravil. Tukaj gre samo za oblast. Tako da, če slovenskemu krivosodju rečete mafija, žalite mafijo. To je hujše od tega, zaradi tega, ker mafija se predstavlja kot mafija. Tukaj se pa krivosodje predstavlja kot pravosodje. Kot nekdo, nad katerim je samo modro nebo, proti kateremu ne smeš reči ničesar, sicer si tako ali drugače kaznovan. In če kakorkoli rečeš kako kritiko, rečejo, ne spoštuješ institucije. Glejte, ta institucija je v sami špici po številu sodnikov v Evropski uniji. Mislim, da je samo ena država, ki ima več sodnikov, predvsem sodnic, na prebivalca kot Slovenija. Hkrati pa imamo največ razveljavljenih sodb zaradi kršitve človekovih pravic na Evropskem sodišču za človekove pravice. Se pravi, več sodnikov, več krivic. In to je sistem, ki je glavna ovira za to, da Slovenija še vedno ni postala tisto, za kar smo glasovali na plebiscitu pred dobrimi 30 leti. In dokler tukaj ne bomo sposobni izvesti reforme, ne bo ne demokracije v Sloveniji, ne boljše prihodnosti, ne vladavine prava in ne enakih vatlov za vse. Zato tukaj, tudi na tem protestu, gledajte, to ne gre samo za me. Gre za vse tisoče, 10 000, ki so v zadnjih desetletjih utrpeli krivico na slovenskih sodiščih. Jaz sem pred 10 leti v zaporu, na Dobu in Puščavi. Jaz sem tam srečal reveže, za katere nihče ni protestiral, ki so bili tam, že ko si prvo stran njihovih sodb prebral, po krivici. Pa niso imeli denarja, da bi šli na Evropsko sodišče in so tam pač pretrpeli tista leta. In danes živijo v državi, za katero so se nekateri borili pred 30 leti, zagrenjeno. Glejte, mi te države nismo gradili za to, nismo se bojevali za njo, nismo glasovali za njo, da bo stanje takšno, kakršno je. Zato ga bomo spremenili.
Zdaj neki listini izpred stoletij, ki govori o neodvisnosti Združenih držav Amerike, piše približno takole. Zdaj, ko se krivic nakopiči toliko, da jih je po vseh božjih in naravnih zakonih preveč, se ta kup prevrne. In mi smo blizu tega. In tisti, ki te besede ignorirajo, ki se naslanjajo na trpljenje drugih, ki mislijo, da za njih pravica in pravo ne obstaja, bodo kmalu srečali drugo realnost. Jaz mislim, da smo Slovenci Slovenci smo marsikaj, med drugim tudi zelo potrpežljivi. Tudi v bivši državi smo trpeli desetletja. Ustvarjali bogatstvo, ki se je odlivalo po Savi navzdol. Trpeli zasmehovanje, poniževanje na zahodnih mejah, ko smo šli po kavo, ki je tukaj ni bilo, zaradi cvetočega socializma. Ampak na neki točki je bilo dovolj. In smo rekli ne, in tudi četrta najmočnejša vojska v takratni Evropi nas ni ustavila. In nas tudi slovensko krivosodje ne bo. Če bi eno samo obravnavo v procesu Patria lahko vi neposredno spremljali preko televizije, bi tisti proces naslednji dan padel. Tega zaključim. Če bi eno samo sojenje tukaj lahko vi spremljali neposredno in slišali to sodnico, ki se norčuje iz prava, potem bi bilo to jutri zaključeno. Ampak tega vi ne smete spremljati. Tukaj se sodi v imenu ljudstva. Danes so spustili dvorano 3 predstavnike ljudstva. Predstavili so sojenje v najmanjšo dvorano. Zaradi ljudstva. Tožilec, ki je tukaj zaprav že tedne časa, je hkrati tožilec v zadevi Litijska. Pred enim letom so zapravili 8 milijonov vašega denarja. Za neko podrtijo, ki je ministrica niti gledati ni šla. Meni zdaj sodijo zato, ker sem posestil, za katerega sem dal 45.000 mark leta 92, prodal za nekaj več kot 120.000 evrov 13 let kasneje, ko so vse cene šle več kot to gor. Podjetje, ki je to kupilo, je kupilo mnoge dražje stvari. Mnoge dražje stvari. Pa se zdaj sodi direktori tega podjetja, ki ni imel praktično nič s tem, zato da se obsodi mene, se ga maltretira zdaj 11 let, imel 2 infarkta v tem času, nikogar to ne zanima. In tožilec, ki eno leto očitno ne migne pri 8 milijonih, zdaj tukaj sprašuje priče, a na tej stavbi bi bila tudi voda, pa dimnik verjetno. Razumete? Norčujejo se iz tega, kar piše v ustavi in kar piše v zakonu. Zato je to treba spremeniti. Zdaj, kako bomo to spremenili? Frustracija! Oziroma najprej 2 stavka, zakaj smo tukaj. Tukaj smo zato,
ker sodniki, ki jih je nekoč imenovala partija, enostrankarska diktatura, ker so tisti sodniki sami izbirali svoje naslednike. Nobene reforme ni bilo, nobenega reza. Smo edina država, v kateri je bilo temu tako. In zdaj hoče to zacementirati, predlagana je ustavna sprememba, po kateri bi se zdaj sodnike imenovala tajno. Zdaj se vsaj v državnem zboru razpravlja o predlogih, ne? Pa je bil kakšen tudi že zavrnjen, čeprav so ga potem še enkrat predlagali. Ampak mogoče kdo ni bil predlagan tudi zaradi tega, ne, da ne bila razprava o njem. Zdaj hoče to spremeniti tako, da bi sodni svet, v katerem imajo sodniki tak večino, ne, imenoval direktno še naprej naslednike in bi ljudstvo, v imenu katerega se sodi, to prebralo v uradnem listu, potem ko bi predsednica države ta imena objavila. To je zdaj predlog. In ta predlog zdaj visi na enem glasu v ustavni komisiji in na nekaj glasov, za katere so se nekoč zmenili z Novo Slovenijo, da jih bo prispevala za ustavno spremembo. Tako da je lahko, lejte, lahko je še slabše. Lahko je še slabše, ampak kot rečeno smo na točki, ko se je ta piramida krivic enostavno podrla. Ne bo šlo tako več naprej. In torej Slovenija nima neodvisne sodne veje oblasti. Ima veje oblasti, ki je hrbtenica globoke države, ki je glavni inštrument za to, da je tranzicijska levica praktično večno na oblasti, tudi takrat, ko nima vlade, ker ima druge institucije. In karkoli se naredi, potem nekje pade. In ki skrbi za to, da zakoni ne veljajo za vse enako. Ne. Zakoni so za vas. Za njih pa ne veljajo. Ne. Ko mi tukaj mirno zborujemo, ne, mogoče kdo že piše kakšne listke, kje. Če ne drugače za to, ko ste avtomobil, ki je parkiran. Zdaj, ko so oni razbijali po Ljubljani, ko so nezakonito zaprli obvoznico, ko so širili virus Covida in smrti po Ljubljani, so jim vrnili prekrškovne kazni. Torej, kako to spremeniti? S tem, kar si večina predstavlja pod besedo reforma, nove. No, nič od tega. To zgradbo je treba postaviti na novo. Na novo. In da zdaj ne bomo še mi takšni, kot so oni, pa vse metal v isti lonec. Glejte, v slovenskem sodstvu so tudi posamezniki in posameznice, da me ne bo spet do obtožil seksizma, ki ne sodijo krivo. Ki ne sodijo krivo. Ki v primerih, kjer sodijo, ravnajo pošteno. Ki pa se nadaleč izognejo sojenju v zadevah, ne, ki se jih lasti tranzicijska elita. Se izločijo, bežijo stran, ker vedo, da jih sicer čaka usoda sodnika Radonjića. Da si upal
ta si je upal oprostiti človeka, za katerega krivdo ni našel dokazov, čeprav so ga mediji prej že obsodili. In čeprav so ga neki drugi v tem sistemu razglasili za krivega vnaprej. On je pač sodil pošteno, gospoda Noviča je oprostil in zdaj je sam žrtev. Na tem istem sodišču ga sodijo zaradi obrekovanja ali ne vem česa. Vrgli so ga z sodišča seveda, kljub temu, da je napol invalid. Maltretirajo ga povsod. Mislim, da je pred kratkim bil sprožen še en sodni postopek proti njemu. Zakaj? Zato, da je to grožnja drugim. Poglejte, če ne boste sodili tako, kot mi rečemo, se vam bo zgodilo, kot se je vašemu kolegu Radoniču. Zato predlagam pač en močan aplavz ali pa pozdrav tudi enemu redkih sodnikov, ki je sodil pošteno. Jaz zdaj zbiram neka sredstva za kazni, ki sem jih naložil v letošnjem letu. Pač zajetna vsota. Če bo zbrano kaj več, bomo naredili sklad, iz katerega bomo pomagali gospodu Radoniču. Pomagali bomo ostalim, ki se znajdejo v bližnjih procesih, ne vem, če tukaj vsi vemo, ampak mislim, da ima več kot polovica mojih kolegov iz prejšnje vlade takšne ali drugačne sodne postopke. Nekateri zato, ker so reševali življenja, pa jih krivijo, ker, ne vem, niso počakali nekaj dni zaradi nekega paragrafa. Pri drugih so se izmislili najbolj banalne zadeve. Enega ministra preganjajo zaradi ene nočitve v hotelu. Eno ministrico tudi nekaj podobnega. No, hkrati pa v vsem tem času 2 let, ko imajo nekateri škarje in platno v rokah, še vedno niso ugotovili, kdo je predsedniku vlade ukradel identiteto in odprl račun v Romuniji. To pa ne, zato pa ni čas. Še nekaj zvezi s tem, ker vidim tukaj veliko staršev, starih staršev in smo vsi skrbeli za prihodnost naših otrok. Ko smo v času COVID-a merili, ko so pristojne inštitucije merile vsebovanost ali pa okuženost odpadnih voda po slovenskih mestih z virusom COVID-a, se je takrat odkrilo, da je v odpadnih voda slovenskih mest tudi ogromno mamil. V Ljubljani in še nekaterih krajih, tudi v Celju, so bile te koncentracije na nivoju tega, kar odkrivajo v Milanu ali v drugih evropskih mestih, kjer je zasvojenost z drogami velikanski problem. Vsi mi mislimo, da večji kot v Sloveniji. No, pogledajte, kaj se dogaja pri sojenju organizatorjem mamilarske mafije v Sloveniji. Zamudijo se roki, nekatere se malo spusti pa pobegnejo. Saj ni čudno, nekaj dni nazaj je bilo objavljena vest, da sta ljubljanski župan in predsednik vlade zborovala v lokalu enega od organizatorjev. Zdaj in potem si predstavljajte, no in potem si predstavljajte, da bosta policija
in pravosodje to resno preganja. Ne. Vse, kar delajo, je to kako marihuanco, ki je, ne, poberejo pa to, pa kjer je kakšna mednarodna akcija, ker morajo sodelovati. Drugače je pa Slovenija pod to oblastjo, ne, in ob takšnem pravosodju raj za mamilarsko mafijo, ki neposredno ogroža prihodnost naših otrok in prihodnost te države in tega naroda. Dol z rdečo mafijo! To zborovanje danes je začetek upora proti krivosodju, ki bo trajal, dokler bo treba. Lahko nas zaprejo, lahko nam naložijo 600 000 evrov kazni, mi ne bomo odnehali. Tukaj smo danes v neki meri spontano zbrani tisti, ki se ne damo prestrašiti. In teh ljudi je v Sloveniji bistveno več, kot bi si nekateri želeli. Bistveno več in ta množica se bo večala. Zdaj prej je rekel Zvone, kako se je Slovenska demokratska stranka okrepila v zadnjem času, ko se bližajo volitve in ko so se pritiski na nas spet koncentrirali. Levica v Sloveniji še nikoli ni zmagala pošteno in tudi tokrat skušajo zlorabiti pravosodje za to. Ampak nas je vse več, smo vse močnejši in tudi odpor proti temu bo vse močnejši. In ne bo šlo pa čez noč, čeprav vemo, da se spremembe velikokrat zgodijo takrat, ko jih nihče ne pričakuje. In prvi korak k temu mora biti velika zmaga na naslednjih volitvah. Mi se bomo... Mi se bomo borili za sredstvi, ki jih dopušča slovenska ustava. Mi ne bomo zapirali obvoznic, ne bomo širili virusa, ne bomo grozili za smrtjo posameznikom, ne bomo obešali njihovih lutk, kot oni to delajo. Ne bomo se posluževali sredstev, ki so jih oni uporabili za to, da bi rušili našo vlado v času epidemije. Bomo pa glasni, bomo odločni, vedno več nas bo in nikoli ne bomo odnehali. Glejte, kljub vsemu, kar so postavili proti nas, smo na zadnjih evropskih volitvah, ker je bila udeležba daleč nadpovprečna, dokazali, da se da. Dokazali smo, da se da. Izvolili smo Evropski parlament, več poslank in poslancev kot celotna vladna koalicija s podporo celega medijskega aparata in podzemlja skupaj. In za naslednje volitve je potrebno štartati na 51%.
Dokazali smo, da se da. Dokazali so v drugih državah, da se da. Torej, nobenega razloga ni za kak pesimizem. Samo plunt je treba v roke in vzeti pot pod noge. In to znamo. Zdaj tisti, ki jim samostojna Slovenija nikoli ni bila intimna opcija, so ohranili veliko vzvodov oblasti iz preteklega režima. Vendar, mi naših sanj v Sloveniji, kakšne smo imeli pred očmi v času, ko smo šli na plebiscit, v času, ko smo se osamosvajali, v času, ko smo se borili za samostojno slovensko državo, nikoli nismo pozabili in jih bomo uresničili. Slovenija Slovenija je lahko domovina za vse, domovina enakih vatlov, enakosti pred zakonom, enakih pravil za vse. To smo sposobni doseči. Tisto, kar danes potrebujemo, je sproščena Slovenija. Je Slovenija osvobojena terorja, ostankov in privilegijev totalitarnega režima. To je Slovenija enakih priložnosti za mlade in starejše, Slovenija sožitja vseh generacij, je Slovenija, kjer se upokojencem ne nalaga novih davkov, hkrati pa uzakonja privilegije za njihovo elito. Tudi to bomo ustavili. In predvsem Slovenija, v kateri bomo vsi enaki pred zakonom. Slovenija, v kateri tisti, ki delijo pravico in krivico, ne smatrajo sebe za nedotakljive. Slovenija, na katero bomo ponosni. Slovenija dostojanstva vseh, ne glede na to, ali jih imajo ali pa nas imajo za prvo ali pa za drugo razredne. In Slovenija, v kateri se ne krade dostojanstva, časa, življenja, dohodkov, pokojnin in jemlje ljudem upanje v prihodnost. Zdaj, taka Slovenija je možna. Ključen korak do take Slovenije je, pa da si vzamemo besedo nazaj. Ker prva stvar, ki so jo ukradli, je pomen besed. Že v Svetem pismu je zapisano, na začetku je bila beseda. In vse izhaja od nje. In prva stvar, ki so jo ukradli in s katero, ali pa s pomočjo katere prekrajajo realnost, je beseda, sopoj. Ukradli so tudi besedo svoboda. Zdaj, pred 30 leti in še nekaj smo se osamosvojili, za osvoboditev bo pa potrebno še nekaj naporov. In ni sproščene Slovenije brez svobode. Zato si bomo to besedo vzeli nazaj.
Svoboda Sloveniji! Svoboda Sloveniji! Na planini je živel, raz je stare pesmi pel, se je veselil, nogovica je popil, ko je prvič šel v svet, si pripel rdeči cvet, ki ga žuljamo lahko, mati dala je v slovo, oče zgubljal ni besed, bil je vajen tujce klet, sinu dal je v spomin, zeleniči rozmarin in dejal, ko vrhotil bo sin, vedi ga si, le slovenskega naroda sin. Samotiram se je pol, videl mnogo je zarud, težko se premagoval, ker ubijati ni znal, večkrat jokal je na glas, čakal je verjitve čas, nič več ni ne zmagoval in zato si je lagal iz dneva v dan. Ni mi mar bolečin, z njimi živim kot slovenskega naroda sin. Ni mi mar bolečin, z njimi živim za Slovenijo.